Moje ime je Mira Velič. V obdobju med letom 2010 in letom 2017 sem vodila družbo Nama d.d., ki jo predvidevam, da poznate, če ne po drugem, po ikonični zgradbi v centru mesta, po imenu, ki je sestavljenka iz Nama magazina, mogoče tudi po enem sloganu, ki ni bil moj, Nama še stoji. Upam pa, da tudi po tem obdobju, ko smo skupaj z slovenskimi modnimi oblikovalci v našo veleblagovnico v centru mesta postavljali nek tak dizajnerski kotiček, mislim, da je bil nek začetek poskusa predstavitve slovenskih oblikovalcev v slovenski trgovini, se pravi, da smo na enem mestu v Namini veleblagovnici združevali slovenske oblikovalce. Nekaj sem jih tukaj naštela, te so sodelovali zelo različno, eno sezono, nekateri več let, odvisno predvsem od njih. In danes vas bom skušala popeljati malo skozi to zgodbo, malo pa tudi, da rečem, bolj teoretično, kako trgovec vidi vaše delovanje, se pravi ne kot oblikovalec, kaj morate delati kot oblikovalec, tega ne znam, ampak stališča kupca, trgovca, kaj je za oči kot takega pomembno in kaj je smislen, da vi kot modni oblikovalci, mogoče bolj kot začetniki, morate biti pozorni na, oziroma na kaj se morate pripraviti na tej poti do uspešnosti. Torej, če začnemo na začetku, kdo sploh je modni oblikovalec? Jaz sem naštela par vprašanj. Je to kreator, dizajner, je to krojač šivilja, ali je to nabavnik, prodajalec, nekdo, ki se ukvarja z marketingom, PR-om, ali na koncu je to finančnik, direktor. Moje mnenje je, da vsaj na začetku vaše poti morate združevati vse te funkcije in da ste na koncu v prvi vrsti podjetnik. Ker če na tej poti niste tega pripravljeni sprejeti, po moje nima smisla, da razmišljate o tem, da boste kreirali in oblikovali lastno blagovno znamko. Ker tukaj je bistveno manj romantike, ko ste v podjetništvu. Stvari so precej krute, ste na trgu in dejansko morate biti pripravljeni opravljati vse naštete funkcije in z leti in z razvojem seveda določene outsourcate, pomagate si z zunanjimi sodelavci, ampak kljub vsemu, vaša blagovna znamka je vaš know-how, je vaš otrok, je vaše podjetje. To ste v bistvu nastopate kot podjetnik v prvi vrsti in tega se morate zavedati, ko stopate na tej poti. Ker če vam katerakoli od teh funkcij ne ustreza ali ne funkcionira, ne boste uspešni. In potem je boljše, da se odločite, da ste zgolj kreator, kar ni zdaj, da je narobe, ampak kot kreator in oblikovalec pomeni, da boste morali ostale funkcije prepuščati drugim in da boste pač kreator ali v neki skupnosti, ki se reče multinacionalka ali neko podjetje, ki ustvarja določene produkte. In na tej poti je to prvo vprašanje, ki se ga morate zavedati. Tudi zato sem narisala to enostavno shemo. Od vaše ideje, vašega dizajna mora priti produkt do kupca. Kako? Skozi neko enostavno shemo, če se malo ustavimo. Se pravi, od dizajna produkta mora priti do produkta skozi proizvodno, kjer se že vključujejo druge dejavnosti in potem, z mojega vidika, najbolj pomembno se odločite po tej poti do veleprodaje oziroma do maloprodaje. Vsak ta korak vključuje določene nove aktivnosti, ki jih spet izvajate sami ali dajete ven. Oziroma, vsak korak pomeni dodajanje vrednosti vašej ideji, vaši kreaciji, vašemu dizajnu, po drugi strani pa povzroča tudi dodatne stroške. Ker marsikdaj se proizvajalci ali pa dizajnerji ne zavedajo, da vsak do koraka proizvodne
je začetnikom že jasno, da morajo plačati šiviljo, verjetno pa proizvodno, ampak zakaj pa potem veleprodajno maržo, pa zakaj malo prodajno maržo? Zagotovo morate to razumeti, da na koncu tudi pravo ceno svojega produkta oblikujete, kar vam bom tudi malo skušala v nadaljevanju razložiti. Zdaj, vprašanje, zakaj bi se sploh nek dizajner, nek modni oblikovalec odločil, da pristopi, če ima to možnost, veleblagovnici ali pa kateremu koli drugemu konec koncev maloprodajnemu mestu in začne svojo prodajo tam ali pa nadaljuje prodajo. Ne. Prvi razlog je seveda prodaja. Ne. Ali je to prvo, ali je dodatno prodajno mesto, ali pa celo boljše prodajno mesto. Drugi razlog, zelo pomemben, je promocija vašega brenda. Ne. Več, ko imate prodajnih mest, več stičnih točk s kupci, ko imate, bolje se promovirate, lažje pridete do kupca. Pridobite seveda nove kupce, se pojavite na prodajnem mestu, kjer je večja koncentracija kupcev. Na nek način vam ustaljena podjetja, kot je nama, naprimer, dajo neko varnost poslovanja, ki ga mogoče v kakšnih manjših bodikih nimate. Skozi delo in sodelovanje z veleblagovnico si upam trditi, da pridobite nova znanja, ki so potrebna na vaši poti, to znanja o poslovanju in o trgovini. Obstajajo pa seveda tudi drugi razlogi za vsakega posameznika, mogoče unikatni. Kaj pa je po drugi strani interes veleblagovnice ali maloprodajnega mesta? Zavedati se moramo, ko pristopate do maloprodajnih mest, morate vedeti, da vsako prodajno mesto, vsaka veleblagovnica ima lasten poslovni model in tudi iz tega izhajajoč svoje pogoje. Zagotovo najbolj pomemben razlog je prodaja, se pravi povečanje prodaje za veleblagovnico, ki je običajno na krutem, da rečem, kapitalističnem trgu in mora delati dobiček, mora povečevati prodajo. Sekundarno, boste videli skozi primer name, pa mogoče celo primarno za mene je bilo, ko sem se odločila o sodelovanju s slovenskimi oblikovalci, je bil pa marketing in PR. Ker skozi tak način je nama dobila nek drug pogled skupaj z vami oblikovalci, nek dodaten marketing, PR, ki mislim, da je koristil vsem sodelujočim. Za mene je zelo pomembno, tudi ko sem prevzela Namo, ki je najstarejša veleblagovnica z obstoječim kadrom, ki tam dela po 20-30 let že in ga je treba stalno motivirati in spodbujati in izobraževati, je bil pomemben moment tudi izobraževanje prodajnega kadra. Se pravi, z prihodom slovenskih oblikovalcev smo naš lastni kader dodatno izobrazili o modi, o trendih, o pristopu kupcem. Hkrati smo si pa vedno želeli tudi izobraževati stranke. Ker če pogledamo neko veleblagovnico, seveda njen namen največ blaga kupiti, več kot 90% blaga se kupi zelo na zelo konzervativni osnovi. Se pravi, zelo izven tega, kar vi kot oblikovalci razumete, da je trendy in fashion. Zato, ker slovenska stranka ali pa povprečna stranka v Nami je izredno konzervativna. In če ne bi sproti izboževali našo lastno stranko, tudi z izdelki slovenskih oblikovalcev, če ne bi malo drznosti pokazali, bi težko sledili tudi trendom. Zato je ta del zelo bil tudi pomemben, izobraževanje strank. Hkrati pa skozi marketing in PR pridobivanje novih strank. Se pravi, v Namo so naenkrat se pojavili in prihajali ljudje, ki sicer niso prišli po 10-20 let, ker so slišali, da je tam kotiček modnih oblikovalcev. In na tak način pridobiš stranko v trgovino in hkrati predstaviš to trgovino in drugo blago. Evo, to je naša Sanja, ki je bila ena od prvih oblikovalcev v Nami. Bom eno zgodbo delila z vami, kako sem jaz do Sanje prišla. Bila sem na Fashion Weeku, mogoče to, kaj je iniciacija bila. Ko sem videla te njene klobuke in plašče, ne vem, kjera sezona je to bila,
pa intervju v Sobotni prilogi, sem rekla, to moramo prodajati v nami, a ne? In sem enostavno poklicala in so se zelo hitro dogovorili, da dajmo poskusiti, a ne? Nek osnovni model v nami je pa bil, a ne, da smo modne oblikovalce povabili k sodelovanju na modelu koncesije, kar je pomenilo za marsikoga kar veliko težavo. Mi si nismo enostavno mogli privoščiti, da smo odkupili vnaprej blago od modnih oblikovalcev, se pravi njihove izdelke, ampak smo blago postavili v trgovino in ko je prišlo do realizacije prodaje, smo v računu pač oblikovalcem tudi njihov delež izplačali. Želeli smo jih pa modne oblikovalce zaradi tega kar težkega, da rečem, modela koncesije, ki je pomenil tudi zamik nekega denarnega toka za oblikovalce, motivirati z precej nižjo maržo, kar razpolovili smo jo. Veste, marže v maloprodaji na tekstilu so izredno visoke, sliši se, da so visoke, so 100 in več procentne. Ne? Pri oblikovalcih smo naredili izjemo, zavedajoč se, da jim moramo omogočiti, da so primerljivi s cenami drugega blaga in tudi zaradi tega zamika denarnega toka. Ne? Upam si trdi, da smo jim tudi namenili tako rekoč najboljši prodajni prostor v prvem nadstropju Fashion kotičku. Pozvali smo jih, da so prihajali pomagati prodajati, da so imeli neke svetovalne urice in seveda smo od njih pričakovali, da skupaj z nami promovirajo ta prostor skozi modne dogodke, skozi modne revije, skozi ocenjevanja in nagrajevanja najboljših mladih oblikovalcev in pozicioniranja tudi v naše marketinške kanale, kot je bil revija Nama magazin, tudi izložbe in take stvari. Ob sodelovanju, če pogledam za nazaj, kaj je bilo kritično in pomembno za Namo kot veleblagovnico. Tukaj sem par stvari naštela, ampak bom kar povedala, kaj je resnično najbolj pomembno. In tudi kaj je bil velikokrat žal problema. Ne? Je 4. alineja, se pravi stalna kvaliteta izdelanih oblačil, količina oblačil in vrste kosov, ki so jih modni oblikovalci bili sposobni ponuditi in dati na našo polico. Če tukaj ne zadostite zahtevam trgovine in standardov, da rečem, tekstilnega blaga, ne boste mogli konkurirati. Ne? Druga, pa tretja, da rečem, pomembna stvar je dobava blaga, se pravi, da ste redni dobavitelj, da ste relativno hitri, da ste fleksibilni, to se pričakuje. Ne? V ta nek sklop primerna cena in sodelovanje pri akcijah in popustih bi dala kot ta tretji razlog zelo pomemben. Ne? Ne pozabite, da morajo vaše cene blaga biti primerljive temu, kar prodajno mesto nudi. Če odstopate pretirano na gor ali pa na dol, tudi ni v redu. Ne? Vaša prisotnost na prodajnem mestu, ki je pa tudi neposredno povezana s promocijo in PR-om, da na prodajnem mestu nudite pomoč pri prodaji, izobražujete kader in konec koncev tudi sodelujete pri postavitvi blaga oziroma pri merchandisingu v sami trgovini. Kaj je za oblikovalca kot podjetnika pomembno, da postavljate poslovni načrt? Zdaj, ali ste SP, one man band ali pa multinacionalka, so pač to dejstva, brez katerih ne gre. Ne? Kaj je za deli poslovnega načrta so pa, da izberete ustrezen poslovni model, kot je že Rafaela rekla, ker se morate v prvi vrsti vprašati, kdo sploh ste, da postavite pravilno cenovno politiko, da se odločite, kakšen marketing, PR boste delali in koliko sredstev boste temu namenili, da imate potem pa kruta dejstva, ne? Da imate jasno izdelano časovnico in z nje izhajajoče tudi finance. Ne? Poslovni model, res, kdo ste? A ste oblikovalec, a ste izdelovalec, a ste prodajalec, a ste podjetnik? To je vaša odločitev, ki se lahko časoma spreminja, ne? Rastete z njo skupaj, ampak morate nek plan na tem področju imeti. Kdo so vaši kupci?
Kdo kupuje vaše izdelke? Naredite enostavno domačo nalogo. Kdo do zdaj vaše izdelke kupuje? Kam želite iti? Koliko želite imeti prodajnih mest? Želite prodajati doma iz kavča? Vaš prodajni kanal internet, se pravi več prodaja, ali želite iti na tuj trg, domač trg, ali želite prodajati v butikih, zadrugah, veleblagovnicah. To so odločitve, ko postavljate poslovni model, o katerih se morate vprašati. Cenovna politika. Vedno morate, in tukaj smo se soočali na začetku z težavami in razumevanjem, da za lasten produkt morate začunati lastno ceno. Kaj to je? To je v bistvu stroškovna cena. Cena, ki vključuje vse stroške, ki so bili potrebni, da en produkt nastal. Če tega ne znate zračunati, ne boste tudi prave maloprodajne cene postavili. In morate začunati, da vam nekaj ostane potem kot zaslužek. In vedno znova podjetniki, ne samo oblikovalci, pozabijo vrednotiti tudi svoje delo. Lastno delo morate vrednotiti in to tudi ukalkulirati v lastno ceno. Ne bojte se vprašati, če boste sodelovali z veleblagovnico ali pa kakšnim drugim prodajnim mestom, kaj je zdaj to marža, kaj je rabat, kaj je markup. Res plastično jih vprašajte, kakšna bo zdaj maloprodajna cena, ki vključuje DDV ali pa brez DDV-ja, in koliko boste vi na koncu tega dobili plačano. Ker marsikdaj vas lahko ta terminologija trgovska zavede. Naj vas ne bo sram, naj vas ne bo strah, vprašajte, zračunajte pred unim, ki vam to govori, kaj to pomeni, ker marsikdaj pride do kakšnega nerazumevanja. Pri postavitvi ceni morate gledati konkurenco, ceno primerljivih sorodnih izdelkov, in pa če imate več prodajnih cen, je za danes, ko smo vsi že na digitalu in preverjamo cene v eni minuti, si ne smete privoščiti prevelikih razlik v maloprodajnih cenah. Sploh to velja, če prodajate na webu, ne morete tam en izdelek prodajati za 50 evrov, čez cesto, v veleblagovnici je pa ta cena 120 evrov. To ne gre, to ni korektno do kupca in na koncu boste vi zaradi tega trpeli. Marketing, PR temelji na vas, na vaši zgodbi. Če niste pripravljeni sebe dati v to, če niste na nek način se pripravljeni izpostaviti kot javna osebnost, jaz mislim, da v Sloveniji drugače ne gre. In da morate skozi to neko govorilo, čez svoje izpostavljenosti, svoje zgodbe, čez to, da sodelujete z mediji, ker določene objave poplačujete v naravi, ker greste v izložbe, postavitev blaga, da klasični kanali oglaševanja so za naše oblikovalce žal večino njih nedosegljivi in da se večino tega naredi preko PR-a. Ob začetku vsakem svetujem, da se ne obremenjuje s tem, če ni ekonomist, če ni finančnik, da se enostavni Excel tabeli naredi svojo časovnico aktivnosti, ki vključuje vse to, kar smo že povedali. Čeprav ni več klasičnih sezon, vemo, da je moda še vedno ciklična in da mora vsebovati te neke modne dogodke, o katerih ste vi odvisni vaše delo, to so Fashion Week, modne revije in drugo. V ta koledar morate vključiti svoje obveze do prodajnih mest, ki jih imate, morate vkalkulirati, koliko časa in koliko vas stane izdelava blaga, kakšni so ti roki. In še enkrat upoštevajte svoje kapacitete, lastne, da ne pregorite vmes, če ste preambiciozen plan postavljali, in da to tudi znate ovrednotiti. Ta enostavna časovnica Excel tabeli potem mora se odražati tudi v financah. Zagotovo vsi veste, da ne rabite zdaj nekaj zelo sofisticiranih projekcij, izkazov, uspehov oziroma ne vem česa dela, da to vam lahko računovodja naredi zunanji za potrebe zakonodajne, kar pa morate vi razumeti, je pa denarni tok. In vedno pravijo, cash flow is a king. Če tega ne boste sledili, če tega ne boste planirali, boste zelo hitro znajdli v kakšni zadregi, ko ne boste imeli denarja poplačati blaga za izdelavo nove kolekcije, ali pa če ne boste imeli nekega mecena v zadju, ki vam bo takrat pomagal. Samo to ni namen. Vi morate kot podjetniki, kot oblikovalci biti sustainable, se pravi vzdržni tudi na finančnem področju.
morate na koncu svoje delo imeti poplačano in morate od tega tudi živeti. Me že malo ustavljajo z moje strani. Če bo kakšno vprašanje v panelu, oziroma tudi kasneje, z veseljem odgovorim. Želim vam še uspešno delo na tej konferenci. Hvala lepa.